Sinoči je bila v veliki dvorani SNG Maribor osrednja svečanost ob 100-letnici revije Lovec. Mislim, da je revija Lovec ne samo v teh 100 letih nasploh vsak dan dokazuje svojo uporabnost in nujnost, da informira lovsko javnost, širšo javnost o dogajanjih v lovstvu. Mislim, da je tudi dobro, da je to odprt časopis, poljuden in mislim, da veliko prispeva k informaciji o slovenskem lovstvu, pa tudi k dvigu poznavanja teh vsebin, pa tudi k dvigu etike in kulture na tem področju. Lovec je bil vedno ogledalo svojega časa, predvsem pa je bil vedno verodostojna slika lovske organizacije v vseh njenih zgodovinskih obdobjih. Mi seveda v prvi vrsti nagovarjamo naše člane, smo lovski medij, torej revija, ki jo izdaja Lovska zveza Slovenije, hkrati pa seveda revija, ki svojimi strokovnimi, poljudnimi, znanstvenimi in drugimi članki bogati tudi vsak dan vseh, ki se tako ali drugače ukvarjajo z varstvom narave, z varstvom okolja, še posebej pa seveda z varstvom živega dela narave. Danes niste samo v vlogi mariborskega župana, ampak tudi predsednika organizacijskega odbora naše slovesnosti, kot tudi lovec, ampak kljub temu niste v lovski upravi. Kako to? Zato, ker sem župan in je v dvojni vlogi. Jaz sem zelo vesel, da slovenski lovci se lahko pohvalimo, da imamo 100-letno tradicijo pisanih besed, običajev, navad, predpisov in spoštujemo to 100-letno tradicijo in naloga vsakega slovenskega lovca je, da to lovstvo, kot jo imamo v Sloveniji, tudi ohranimo, negujemo, predvsem pa zahvala vsem tistim slovenskim lovcem, ki so znali pred 100 leti tudi skozi pero in skozi strokovno plat podpirati slovensko lovstvo in s tem tudi seveda slovenske gozdove. Kdaj ste bili nazadnje v gozdu kot lovec? V torek v svoji občini na Gaju.